Dobrodošli zopet v oddaji Vprašaj svojega mizarja. Z nami je že naša lokalna medijska zvezda Jaka. Dober dan, živijo. In danes bomo govorili o eni temi, ki so jo že omenjala v najnem prvem blogu, in to je sivenje macesno, oziroma sivenje nasploh lesa. No? Tako, ja. In za nami je zdaj ograja, ki je zelo dober primer tega pojava. No? Več bo Jaka povedal. To je ograja iz impregniranega smrekovega lesa. In sicer ta ograja je sedaj postavljena 14. leto, če se ne motim. Tukaj se na praktičnem primeru vidi, kako les izgleda po 14 letih. In sicer tukaj se vidi, še vedno je les rahlo zelenkasto obarvan, ampak v bistvu že dlje časa pridobiva sivkast odtenek, ki pa ne zamenja v celoti zelenkaste barve. Les je občasno tudi nekje rahlo razpokan, ampak načeloma nobena deska ni toliko poškodovana, da bi odpadla stran. Se pravi, to vse trdno, ne? Ograja zaenkrat stoji, kljub svoji starosti. Rad bi pa omenil tudi to, da ima ograja pločevinast odkapnik, zato da padavine v bistvu lepo odtekajo, zato da voda ne zastaja na lesenih delih. Hkrati je pa tudi na spodnjem delu les majčkeno dvignjen od tal, ker pri tleh je najbolj obremenjen z vodo pa z vlago, zato da lahko dežne kaplje odtečejo, pa da se v lepem vremenu deska v celoti posuši. Ker za trohnenje lesa je najbolj dovzeten ta spodnji del, ker tudi iz zemlje pride kar veliko vlage. Ok, ja, super. Zdaj pa ni to edina stvar, ki bo gorila. Ne bojo samo ograje, ampak bo imela še dve druge stvari. Tako da kar gremo v naslednji kader in bo povedala več. Tukaj pa še primer dvignjene gredice, ki je zdaj na vremenu, mislim, da 3. leto. Danes je malo zasnežena, no, zato ker je pred kratkim padel sneg, ampak ja, les je tukaj hitrejš posivel, ker nima nobene zaščite, nima nobenega odkapnika, nobene strehce. Je pa to sibirski macesen. No, to je pa še tretji primer. Spet vrta hiška Kubi, le kako ne bi mogli pokazati. Ta hiška je tukaj 2 leti in se že kažejo znaki sivenja. Na tem delu, kjer je v celoti izpostavljena dežju in vlagi, je že dobila lepo sivo barvo, razen spodaj je majčkeno temnejša siva, mogoče celo črna. To pa zato, ker je spodaj vlage več in črna barva je prehodno obdobje. Na koncu, v finalni fazi, bo vse lepe sive barve. Na tem delu je pa v bistvu še bolj rdečkasta. Sivina jo še ni toliko dobila zato, ker je bližje stanovanjski hiši in napušč od stanovanjske hiše še delno preprečuje dežju ali pa vlagi, da les namoči z vodo. Tako da, ja, zato je rdečkasta tukaj. Evo, to je z najne strani to. Se vidimo čez 14 dni v novi oddaji, do takrat pa lajkite, šerite, komentirajte in uživajte. Hvala lepa, se vidimo. Čau!